Živjo! Torej, v prejšnjem videu sem že povedala, oziroma napovedala, da bom v tem videu malo vpila tisto standardno predstavo o ljubezni in partnerstvih, ker je ena izmed vas eno vprašanje dala in jaz sem ji nazaj vrnila eno vprašanje in sicer naj se malo zamisli, kaj je na nasprotnem spolu, to je bilo vprašanje za vse, če niste dojeli, kaj je pri nasprotnem spolu oziroma pri partnerstvu, se ne rabi biti nasprotni spol, you know what I mean, kaj jo najbolj privlači in še, kar sem pozabila vprašati, dejansko še bolj pomembno, kaj te najbolj razpizdi. Najprej naj razložim point ljubezni, zato bom uporabila 4 šminke. Recimo, da je to Janez, ok, Janez. To je Mojca in Janez je celo življenje živel v vzgoji, da mora biti zmeri priden fantek. Prvič, ko se je razpizdil, čakajte, se je pokazala njegova jeza in mu je familija rekla, ne smeš biti jezen, pardon, familija, ne smeš biti jezen, what the fuck, boj miren. In je ta jeza mogla iti malo, tako jo je potlačil. In potem je šel skozi celo življenje, karkoli ga je konkretno razpizdil, tudi če ga je nekdo pretepal, karkoli je on bil miren. Zato, ker so ga učili, da če se razpizdiš, to ni lepo. Ampak to je vseeno tudi del njega, ker v nas vseh je milijon čustv. Je jeza, je zamera, je ljubezen, je sreča, vse. Mi smo paleta vsega. Ok. In on spozna Mojco. Mojca pa je svoj miren del zatirala. Recimo, da je bila Mojca v življenju zlorabljena, da je ne vem kaj, in je ugotovila, da s tem, da si miren in peaceful in vse ne greš li dobro skozi life. In se naučila, da takoj odreagira, da če nekdo razpizdi, da to takoj pove, da se razjezi. Ok. In odva se spoznata in vsi frendi in vsi rečejo vidva ful, pač to ne bo šlo skozi. Vsi rečejo njemu, rečejo njej, to ne bo šlo skozi, vidva ful nista skupaj. Njiju dva vseeno nekaj konkretno vleče skupaj. Ok. To konkretno, kar jo vleče skupaj, je življenje. Ker življenje je tako sestavljeno, da bo vedno hotela, se mi v celoti spoznamo in celoti sprejmemo. In življenje je opazovala, kako je Janez celo življenje zatrl to svojo jezo in s to mu je nasproti poslalo Mojco. In Janez en dan pride do Mojce in reče, ej, sorry, vem, da ti ful pomeni, ne vem, tvoja ona roza majica, ampak po nesreči sem jo uničil in zdaj ni več uporabna. Kaj, uničil si jo, prosec, what the fuck, bro? Ok, tu se prvič Janez sreča z jezo, njeno, konkretno jezo, in si reče, what the fuck, jaz ful nisem jezen, jaz sem miren in to zmeri bolj gre stran, jaz sem miren človek, jaz tega ne rabim v življenju, what the fuck, konec je. Ok, gre Mojca stran. Ta del njega še zmeri ni realiziran, ta del njega se še zmeri ni soočil, pač, ne? Še zmeri je tukaj, ampak pač zatiran. In ta spet hodi po življenju, dokler ne sreča Ane. Ana je še 10... Ana, sorry, fotografija. Vsa imena so naključno izbrana, ker mi prvo pade na pamet. Torej, sreča Ano. Ana je še 10-krat hujša. Ana ta Janez samo pogleda kako žensko, pa znori, pa ga začne mlatiti, ne vem kaj. Zato, ker ta je pa res še hujšo preteklost imela in je še bolj mogla zatirati ta nice guy del nje. Ok, in ona da se dobita, vsi psihiater reče Janezu, ne id s to, ta je psihopat, ta te bo uničila. Janeza vseeno neki ful vleče, Hani, ful. In ona dva pristaneta skupaj. In ona dva se šetata po cesti, ta del je vesel, ta del je neznansko srečen, zato ker ve, da bo malo prišel kleš in da se bo Janez mogel soočiti z njim. Se šetata po cesti in Janez prečekira Joške in postavi od neke ženske. Ana popizdi, what the fuck, stari? Ga začne mlatiti, se ga premlati, ga ne vem kaj. In prvič je Janez soočen s svojo jezo. Prvič ga je nekaj tako razpizlo, da to postane del njega. Da tudi on se razpizdi, da more se soočiti s svojo jezo. In v tem momentu, čeprav je ta še zmeri psiho in ta ga še zmeri hoče mlatiti in vsega boga, on se dera na njo, bla bla bla, ga pa ta več ne toliko privlači. Naenkrat mu zgubi vas pomen in ne vidi več pointa, kaj je sploh delal z njo. Zakaj? Ker se je končno soočil s tem delim sebe. Zdaj okoli njega bo naenkrat pristalo, ne vem, 15 žensk in niti ena več ne bo agresivna. Ker življenje has a funny way, da nam pokaže, kako razkriti dele sebe. Zato sem tudi tisti izmed vas, ki je postavila tisto vprašanje, je vprašala, kaj te dejansko privlači pri drugi osebi, kaj te razjezi najbolj. Ker tisto, kar vas najbolj privlači oziroma kar vas najbolj razjezi, je lahko ali del vas, ki si ga najbolj želite, ali pa del vas, ki je najbolj zatiran. Če gledam, jaz sem dotaknila kar svoje izkušnje. Jaz sem, odkar vem za sebe, vedno, ok, ne da za prvega fanta, so me zmeri privlačili fanti, ki iskreno se jim jebe za okolje, ki se jim jebe za vse druge in gledajo bolj na svojo rit. Ok, ne, to je krivično tudi do drugega fanta, ampak ja, se jim jebe, pač taki so, jebi veter.
In čeprav me je to zelo privlačno na začetku, slej ko prej je ratala to stvar, ki me je najbolj nervirala, ker mi je šlo na živce, zmeraj sem se počutila manj vredno, počutila sem vse, kakor da ne morem biti del tiste osebe, kot da je postavljen zid, da ker se nisem jaz vzela čas in dejansko pomislila, se dala v sebe in pomislila, zakaj mi gre to na živce. In sem pri sebi gotovila zaradi tega, ker sem bila naučena, da vedno postavim odnose, pa naj bojo partnerski ali kakšni drugi pred sebe, me pri drugi osebi iritirala, da točno to ni delala. Da, ker sem jaz sama soočila s tem, me je to iritiralo. Potem, ko sem sama spoznala, da je to del sebe, ki ga zatiram, kakor je pri Janezu bila jeza, me je to iritiralo. Potem, ko sem jaz to spustila, ko sem si dovolila tudi jaz biti sebična prasica, se je to razrešilo. Zdaj, če dam konkreten primer. Recimo, da je petek zvečer, jaz bi rada dan preživela, gledala Frence in se čohala z mačke in me pokliče ljubljena oseba, da kaj če bi šli na kavo. Standardno par let nazaj, oziroma še leto nazaj, bi jaz rekla, se lahko gledam Frence, pa z mačkami se cartam tudi kak drug dan, ajde grem, pač ni mi neki za it, ampak ajde bom šla, bom potrpela. Danes za nekatere sebično, zame edino pravilno, bi te osebi rekla, ne, meni je danes za gledat Frence in ležat, če hočeš se lahko pridružiš, ampak mi je pa do tega raje. Zdaj, zakaj jaz nekateri vidijo to sebično in zakaj jaz niti malo ne vidim to sebično, pa je zato. Lahko bi eni rekli, ja, to je sebično, moraš ga tudi postaviti drugo osebo. Ok, ne rečem, če se gre za, ne vem, da nekdo umira, pa da jaz, ne vem, bi rada samo neki neumnost delala, itak bom šla pomagati uni osebi, da ne umre. Ampak, če pa to nekaj, kar se da predstaviti, ne vem, kako to razložiti. Če pa to ni smrtno pomembna zadeva, bom pa sebe poslušala. Ker gledam tudi to na tako, če je tukaj dejanska ljubezen, če je pravo partnerstvo, bo tudi druga oseba rada videla mene srečno. Če mene bolj osreči to, da ležim doma in gledam Frence, bi ta oseba mogla to sprejeti. Mogla. To je grozna beseda, ampak ja, upam, da razumete. Zato, ker bi vedela me to sreči. In tudi jaz, kar gledam v svojim relationshipih, kakršnih koli, jaz sem bila najbolj srečna, kadar je oseba v meni bila sreča. Pa če sem bila jaz izvor te sreče ali ne. Raje kot kar da forsiramo tak čas skupaj, kot da forsiram nekaj, da me postavi na prvo mesto, dovolj je osebi biti srečna, da dela to, kar hoče in da dela to, kar je. Kaj pa hoče in kar je, pa je tista bravkalih, zakaj sem mi svetovala, da si vzame čas zase, je potreben čas. Če boš ti skakal iz enega relationshipa v drugega, kar priznam guilty as fuck, ampak če boš skakal iz enega relationshipa v drugega, ne boš imel čas spoznati sebe in ne boš imel čas delati na sebi in dejansko spoznati, kaj tebi paše, kaj si ti pripravlja, kaj je bistvo tebe. In sicer se da tudi relationshipih, se mi zdi, tam še najbolj zato, ker lih partnerju, bolj ko staršem, bolj ko prijateljcem, vsem ga spustimo blizu in mu pokažemo svojega pravega sebe, svojo bolečino, svoje vse. In šele potem, kadar ga spustimo tako blizu, se da veliko bolj, zato ker tudi tista oseba mi je največje ogledalo. O tem v naslednji video sem se likar odločila, največje ogledalo, to si moram zapomniti, moram pogledati ta video, kadar ga bom posnela. No, in lih tista oseba nam je največje ogledalo in zaradi tega se lahko od nje največ učimo, če smo na to pripravljeni. Če smo pa mi še zmeri v prejšnjem mišljenju, da zamere, da so ne vem kaj vse, da ne spogledamo vase, kadar prije do problema, ampak samo obtožujemo, pa bo dejansko konstantno se šlo samo za boj dveh egov, za boj kdo ima prav, za boj kjer je večja žrtev. Če pa mi dejansko si vzamemo čas vedno, kadar prije nekaj, kar nas iziritira, lahko to v prijateljskih odnosih, partnerskih, v starševskih, v kakršnih kolih, če pogledamo, zakaj nas je nekaj razp, in dejansko pogledamo vase, ugotovimo, da slej ko prej do konfliktov niti ne prije. Seveda, jaz ne govorim, da je zdaj vse perfekt, pri takem mišljenju še zmeri so slabi dnevi in vse, ampak je pa vedno lažje. Tako da ja, jaz bi res vsaki svetovala, preden v kakršno koli zvezo se spusti kdorkoli, da najprej sebe res do dobra spozna, ker takrat se mi zdi, da je lahko šele kvaliteten in dolgotrajen, no se niti ni časovno, niti ni omenjeno, kvaliteten odnos, no, tako bom rekla, zato ker se odmaknejo vse maske in dejansko človeku pustiš biti, kar je, kar pa je za moje pojme tudi največja ljubezen. Ok, upam, da sem zdaj vsaj malo pojasnila pojem ljubezni, oziroma to ni ljubezen, to je zaljubljenost. Pojem zaljubljenosti in kako deluje. Dejansko ja, če hočete naredim lahko tudi video zaljubljenost in ljubezen, razlike, kako kakšno dojemamo in vse to. Napišite mi v komentarjih, če bi hotela to videti. Pa tudi tisto o ogledalih, ne samo kakor partner, da je naše največje ogledalo, ampak nasploh za vse ljudi, kako se lahko naše ogledalo. To bom tudi narediti video.
To pa zdaj vse. Upam, da res, da vas nisem preveč zabedirala, vas pa izzivam, da se same vprašate, kaj vas pri določenih ljudeh, lahko partner, lahko kolegicah, lahko šefu, kjerkoli, kaj vas najbolj iritira in da greste globoko greste globoko vase in dejansko vidite, zakaj bi vas to iritiralo. In če je mogoče kaj na tem, da vas to iritirali zato, ker si vi same tega ne dovolite ali doživeti, ali občutiti, ali delati. In pa si dajte izziv in dejansko dovolite si to občutiti, dovolite si biti sebična prasica in delati to, karkoli to je, ali sprostiti jezo, ali si vzeti čas zase, ali postaviti sebe kakor prioriteto. In ja, še ena zanimiva tema, kar bi znala biti, je, da tudi povem, zakaj je pomembno in v relationshipih in povsod sebe postaviti na prvo mesto. Čeprav se mi zdi, vsi te videi se nekako pomikajo oziroma govorijo o tistemu že. Torej, ja, napište v komentarje, če bi se želeli videti tisti video za gledalo, bo sigurno prišel. In ja, upam, da mi je bil ta video kolikor toliko všeč, ne pozabi dajati enega všečka in se vidimo drugič. Čau, čau!